Jaz ne vem, zakaj folk trdi, da moramo ven iz NATO. To je edina organizacija, ki skrbi za mir na tem svetu. Problem s tem argumentom je že to, da so navadno ravno države članice tiste, ki s pomočjo NATO spravljajo druge države v stisko. Izrael, na primer, izvaja genocid z orožjem iz Amerike, Francije, Nemčije in Anglije. In očitno genocid pač ni dovolj veliko grozodejstvo, da bi NATO ukrepal. Vsem lahko hitro opazimo, da NATO meri obseg humanitarne krize in rizičnost situacije, predvsem v skladu z interesi, ki jih ima ZDA v določeni regiji. Če genocid izvaja Izrael, ki v Bližnjem vzhodu uveljavlja interese ZDA in mednarodnega kapitala, potem mu bojo države članice NATO celo priskočile na pomoč. Če pa se želi kakšna država odcepiti od vpliva ZDA, pa se nad njo hitro pošljajo letala, bombardira se civilne objekte in se naredi vse v naši moči, da se zruši tamkajšnjo teroristično oblast, kot smo videli v preteklem letu v Venezueli in Iranu. Tudi pomoč Ukrajini je močno pogojena s pogodbami z multinacionalkami in množično privatizacijo. Ok, sam Slovenija je majhna država, mi rabimo nekoga, da nas brani. Vojska, ki jo financiramo, ni nikakor naša vojska in interese, ki jih brani, nikakor niso naši interesi. Povsem smo odvisni od mednarodnih struktur, kot sta Evropska unija in NATO, in ti strukturi sta odločevalski telesi kapitala in ne ljudi. 5% BDP za vojsko je bil na nas naložen kot zahteva, kateri se moramo preprosto podrediti. NATO in EU ne omogočata suverenosti, ampak zagotavljata, da se naša življenja, delo in denar uporabljajo za obrambo dobičkov bogatih in njihovih imperialističnih agresij, kar nas hkrati dela za legitimno vojaško tarčo. Kaj bo nam pol sploh še ostane? Skrajni čas je, da se upremo brezglavi militarizaciji družbe in zahtevamo izstop iz Morilske zveze NATO ter nasprotujemo kakršnikoli alternativi na ravni Evropske unije. Zato se nam pridruži na protestu proti zvezi NATO 9.7. ob 18.00 na Miklošičevem parku. Se vidimo!